Živijo, Kozma danes kuha s Philipsovim airfryerjem. To je cvrtnik na vroč zrak, ki poskrbi za maksimalno mero okusa z minimalno maščobe. Pokazati bom 3 super recepte, ki bodo navdušili tebe, tvojo družino in prijateljce. Gremo! Naša predjed bodo bučke ovite v slanino. Lahko uporabiš tudi špargelj ali kakšno drugo zelenjavo. Jaz pa nasesekljam bučko, jo ovijem v slanino in imam eno krasno predjed. Naše bučke se zdaj pečejo, jaz ti pa vmes lahko povem, da tale airfryer XXL varianta sprejme do 6 porcij, tako da lahko naenkrat nahraniš celo skupino prijateljev ali pa celotno družino. Kosilo, večerja, predjed, sladica, narediš lahko praktično vse, ker je mala prenosna pečica. Evo, naše hrustljave bučke so pečene in zdaj je čas, da vam jih še takole pokažem. Slanina se je res, slastno zapekla. Tako da tole je ena super predjed, ki bo zagotovo navdušila vse vaše goste. Čas je za glavno jed. Danes bom kuhala lososa z mladim krompirjem. Tukaj lahko ful eksperimentiraš, uporabljaš sladek krompir, klasičen krompir, ga narežeš na kolobarje, na čips, kakorkoli želiš. Zraven bom pa naredila lososa z gorčično omakico, z ogromno začimbami in ga v bistvu zapekla na samo 5 minut, da ohranim tisto svojo sočnost in gremo kar na recept. Takole, krompirček je narezan. Jaz ga bom v skledi zmarinirala z mojimi najljubšimi začimbami in z malenkostjo olja. Prednost airfryerja je to, da ima v bistvu patentirano dvojno dno, kar pomeni, da maščoba odteče in ne cvrči nazaj po tvoji hrani, tako da je veliko bolj zdravo. Sicer pa hrana načeloma ne potrebuje olja, krompirček se bo pa zaradi tega veliko bolj zapekel, tako da jaz ga bom dala čist pikico. Ker se krompirček peče malo dlje, ga bom jaz kar dala že v airfryer, medtem pa pripravlja tudi lososa. Vsa ta maščoba, ki mi je zdaj stekla po krompirju, bo potem odtekla v dvojno dno in bo zelo zdravo kosilo. Čas je za lososa. Najprej ga bom premazala z gorčico, potem mu bom pa dodala svoje najljubše sestavine. Jedi se v airfryerju nasplošno veliko hitreje spečejo, kot imajo pečici, tudi hitreje se segreje. Jaz sem pa danes lososa pripravila po navdihu šefa Mojmirja Šifterja, ki ga v airfryerju peče zgolj 5 minut. Tako da jaz ga bom kasneje, ko se bo krompir že malo zapekel, dodala kar na krompir, da se bodo te sokovi in začimbe premešali. In potem bomo videli, kaj je ratalo. Čakamo! Evo, naša glavna jed je pripravljena. Zelo sem navdušena nad tem, kako airfryer hitro naredi eno tako slastno, hrustljavo, okusno, pa tudi zdravo kosilo. Zdaj je pa čas za sladičko. Naš tretji recept je sladička. Jaz bom danes delala mafine, ki jih lahko kombinirate po želji. Jaz bom danes vključila jagodke in pa čokoladne mrvice. V skledo stresemo moko, sladkor, dodamo jajce, 1 deci mleka in žlico kisle smetane. Dodamo še malo soli, pecilni prašek in vaniljin sladkor. Jaz sem zbrala kar tega z bourbonsko vaniljo, da bo imel malo bolj poln okus. In zdaj vse skupaj zmešamo. Naši mafini so pripravljeni, malo se morajo še pohladiti in potem so pripravljeni, da jih sprobamo. In to je to. To so naši 3 Kozmo recepti, ki jih najdeš tudi v opisu tegale videa. Jaz ti želim eno krasno kuho s Philipsovim XXL fryerjem.